Zakaj enim tiktokerjem uspe, pa drugim ne? Mogoče ne uspejo tisti, ki niso dovolj vztrajni, pa ne spremljajo nekih podatkov, ki številke jim povejo, mogoče o njihovi vsebini. Če zdaj ti objaviš, ne vem, 3 videoposnetke, ugotoviš, da to ni to, ali pa da ne grejo tako, kot bi si želel v idealnih pogojih, ne smeš obupati, moraš vztrajati, tako kot v poslu in v drugih stvareh in ja. Pa mogoče kakšen kontroverzen nasvet tistim, ko bi hoteli ustanoviti svojo agencijo? Kontroverzen nasvet, kot tak, mislim, ga težko rečem zdaj, da bi rekel, to je zdaj en dober nasvet. Če deluješ v tem poslu, kakor delujem jaz oziroma delujemo mi, se moraš, ko stopiš pred kamero, losati, se znebiti tega občutka, da kaj bo pa zdaj ta rekel, kaj bo oni rekel, kaj bo tretji rekel. To je, lahko živiš celo življenje v nekem zaporu nekih drugih mnenj, ki jih v resnici ne rabiš. Če sam stojiš za neko dobro vsebino, ki jo ustvarjaš in jo ustvarjaš s svojimi vrednotami in nekimi načeli, potem enostavno ni tle bojazni, da bi karkoli šlo narobe in konec koncev, kaj meni user 583 se nas ne sme dotakniti, ne. In kako se rešiš creative bloka? Enostavno nehaš misliti, zdaj moram nekaj kreativnega narediti, zdaj moram si narediti nek pressure in zdaj moram to dostaviti. Najboljše je, kadar se sprostiš in si vzameš mogoče 2-3 dni nekega premora ali pa x dni in kadar imaš ta premor, jaz vsakič, ko sem ga imel, sem pol prišel nazaj, izpolnjen nekega elana, nekih novih idej, mogoče sem navdih črpal kar iz nekih vsakdanjih takih stvari, ki so se mi v tem dopustniškem času zgodile, tako da premor bo sigurno pomagal za creative blok, no. Kako pa se zares sprostiš na dopustu, pa ne razmišljaš o svojem delu? Ta je kar težka, ker me tudi moja draga na to redno opominja, da sem pač grozen, da non-stop delam in da včasih sem kar z mislimi nekje drugje. Sam enostavno, ne vem, sem kar precej deloholik in dostikrat tudi, ko sem prost, ne neham razmišljati na to, ampak zelo rad, recimo, ne vem, igram kak tekmovalen šport proti nekomu, takrat ne mislim na to in zdaj mogoče zadnje leto dni tudi igrice, sem si kupil PlayStation in zdaj to igram, tako da takrat ne mislim o delu in takrat mi je to the best.